V tem videu bomo prešli na materiale v programu SketchUp oziroma na orodje, ki se imenuje Paint Bucket. Ta del nam služi za dodajanje barv in tekstur tridelnim modelom. Lahko jo zaženemo tako, da kliknemo na ikono Content na orodni vrstici. Ko aktiviramo ukaz, se bo na desni strani prikazala plošča Materials. Tam imamo veliko že pripravljenih materialov, ki prihajajo samim programom SketchUp, kot so les, kovina, beton, kamen in tako naprej. Preprosto izberemo želeni material in kliknemo na površino v modelu in ta se bo avtomatsko nanesel. V našem primeru so elementi razporejeni v skupine. Da bi spremenili kakšen del, kot je na primer tla, ga moramo najprej odpreti z dvojnim klikom. Tla bomo razdelili na dva dela, zunanji in notranji, ker se uporabljajo različni materiali, kot so ploščice in parket. Če želimo spremeniti videz ali odtenek materiala, gremo v zavihek Edit v istem oknu. Tam lahko ročno nastavimo barvo, nasičenost, svetlost ali če uporabljamo teksturo, spremenimo njeno velikost ali usmerjenost. Velikost in orientacijo teksture lahko spreminjamo z desnim klikom na površino, nato izberemo Texture, nato Position, kjer dobimo možnosti za rotacijo, premikanje, skaliranje in prilagajanje velikosti teksture glede na potrebo. Če želimo prevzeti barvo enega materiala, vendar ne tudi njegove teksture, to lahko storimo preko možnosti Pin Color, kar pomeni, da obdržimo barvo, vendar ne tudi vzorca. SketchUp nam omogoča tudi uvoz lastnih materialov, kar je odlično za realističnejše prikaze. To naredimo tako, da kliknemo na ikono Create Material, nato Browse in izberemo sliko teksture z našega računalnika, na primer teksturo betona, lesa ali kamna. Ko jo uvozimo, ji lahko dodelimo ime in jo takoj nanesemo na površino. Na koncu je pomembno vedeti, da vsak material, ki ga dodamo, ostane del modela, zato jih lahko kasneje ponovno uporabimo brez ponovnega uvoza. To nam olajša organizacijo in doslednost materialov skozi projekt. Torej, orodje Paint Bucket skupaj s ploščo Materials nam omogoča, da v programu SketchUp dosežemo realističen, pregleden in profesionalen prikaz modela, ne glede na to, ali delamo tehnični model, notranjost ali vizualizacijo.